Živijo, Nenad, govorila sva o tem vprašanju, a je Jezusov nauk pred križem bil drugačen kot po križu. Pač omenil si, da nekateri tako mislijo in da je treba delati neko razliko med tem, kaj je Jezusov nauk pred križem in kako je potem to po vstajenju od mrtvih. Zdaj, rad bi predstavil majčkeno bolj na široko, zakaj se mi zdi ta pogled zgrešen. Zdi se mi zgrešen čisto najprej iz eksegetskega stališča, iz tega, kako se bere določene tekste. Se mi zdi, da ta pristop v osnovi pravzaprav vnaša v tekste stvari, ki jih ni tam, gre za eisegezo. Namreč gre za dosti tak, meni se to zdi tak mehaničen, nasilen pristop do Svetega pisma, da pač zaradi ene vnaprejšnje trditve, ki jo postaviš, seveda potem prisiliš tekste, da ne bi pomenili nekaj drugega, kot pomenijo. Meni se zdi to razlikovanje nesmiselno in tudi neupravičeno na podlagi samih tekstov. En detajl recimo bi bil tam v pismu Korinčanom, ko Pavel govori, 7. poglavje 1. pisma Korinčanom, Pavel pravi: glede tega nimam Gospodove besede. In mislim, da je to dosti pomemben detajlček, ki nam omogoča videti nekaj, kako so pač v prvi cerkvi razumeli stvari, ki jih je Jezus govoril. Zanimiv je tudi začetek apostolskih del, kjer Luka pravi, da pač je poročal vsem, kar je Jezus govoril in učil do tega časa in tako naprej. In se ne zdi, da je tle neka bistvena diskontinuiteta, celo obratno, prvo knjigo torej sem napisal o Teofilu vsem, kar je začel Jezus delati in učiti do dneva, ko je bil gori vzet, potem, ko je dal zapovedi apostolom. Se pravi, tle ta ideja, da je tukaj neka bistvena diskontinuiteta v samem nauku, v sami vsebini, med tem, kaj je Jezus učil prej in kaj je krščanski nauk zdaj, se mi zdi zelo nevarna zastranitev. Sploh, ker se mi zdi, da je cel etos Nove zaveze, nenazadnje, se pravi, že to dejstvo, ki smo ga tudi že omenila, da pač so evangeliji dejansko napisani vsi po vstajenju in so pač, tudi do neke mere teološka refleksija tega, kar se je zgodilo prej, se pravi, niso pisani kot neko nepristransko poročilo, ampak so seveda teološko nabiti teksti, ki pač z vero raziskujejo, kaj se je dogajalo v Jezusovem življenju. Ampak tako, kot se recimo v apostolskih delih in potem v pismih razume Jezusovo delovanje, je to prav tisti vrhunec. Je to tista špica vsega Božjega delovanja. In tudi dejansko, če beremo evangeljske tekste, pazljivo vidimo zmeri znova vidimo, da je Jezusovo delovanje pravzaprav se predstavlja v njih kot tisti vrhunec vsega, kar je Bog planiral od vekomaj. To je v evangeljih je dejansko demonstracija Božjega kraljestva za en kratek čas. Ženin je med svojimi prav. Prav bo čas, ko bo ženin odvzet, takrat bo drugač, ampak zdaj pa je ženin tle. Se pravi, to je čas, to je res ta eshatološki čas, ki je vdrl v naš čas tega sveta. Hromi hodijo, bolani so ozdravljeni, slepi vidijo, mrtvi so obujeni, ubogim se oznanja evangelion, razglas, da je nastopila Božja vladavina. In to se mi zdi je zelo pomembna stvar, to mora biti osnoven interpretativen ključ pri branju Nove zaveze, da je ta čas Jezusovega delovanja, da je vrhunsko eksemplaričen. Nekatere veje reformirane teologije, ki v bistvu vse to, kar je Jezus delal in učil, nekako preskočijo, rečejo, to je samo v bistvu priprava na križ, ker bistvo je križ, in tisto, kar pride potem, enostavno zgrešijo bistvo, po mojem. Tukaj ne sme biti ali, oboje, Jezusovo delovanje in učenje naravno vodi v križ in ne more drugače biti.
in seveda potem iz Božje strani pride vstajenje od mrtvih kot potrditev, ampak to ravno obratno je. Mislim, da je smer ta, seveda v izkustvu kristjanov je bilo vstajenje prekretnica, v izkustvu prvih Jezusovih učencev, ko so doživeli vstajenje, ko so se srečali z Jezusom obujenim od mrtvih, je to najprej, ta prvo, kar je to naredili, jim je takoj prevrednotili Jezusovo smrt samo. Se pravi, ta smrt ni bila samo še ena tragična smrt, ki so krivičneži pravičnim zadali, ampak nekaj bistveno drugega, ki vse spremeni. In takoj zatem je pa luč tega vstajenja začela sijati na vse, kar je Jezus pred tem delu govoril, pokazal, demonstriral, zapovedal. In spet tudi tukaj imam jaz pred očmi ta bistven, prav na koncu Matejevega evangelija, Jezus tako se zdi pouдар, ne, učite zdaj vse narode, vse, kar sem vam jaz zapovedal. Ne, in ta vse je seveda tukaj poudarjen, ne, in tukaj ne moramo ne videti tega govora na gor in tako naprej. Se pravi, v celoti hermenevtično se mi zdi nemogoče vsiliti tako umetno not neko razlikovanje, da je pač Jezus pred križem učil drugače, ker je vedel, da se križ še ni zgodil in tako naprej. Mislim, da je to čist kompletno napačno, ne. Da dejansko križ pa vstajenje sta razsvetlila Jezusov nauk, Jezusovo delovanje in potem sta še nazaj v bistvu razsvetlila še tudi staro zavezo pravzaprav. Ampak se pravi, je res, da je dogodek vstajenja od mrtvih je tle ključen, ne. Ampak ne v tem smislu, da je Jezus se prej nekako bistveno omejeval ali pa da je prilagajal svoj nauk trenutni situaciji. Ravno obratno, ne, ta Jezusov čas njegovega delovanja je čas ženjenja z nevesto, ki je bil pa brutalno prekinjen in zato je vmes nastopil ta naš čas, v katerem smo zdaj. In pisma seveda potem moramo in smemo brati točno kot refleksijo tega časa, ampak refleksijo, ki se sama razume, bistveno podrejena temu času. No, in ta odlomek v prvem pismu Korinčanom 7, pa mislim, da bi se dal najti še kaj drugega, tudi v Novi zavezi, v pismih, ta odlomek kaže na to, da so sami apostoli zelo jasno razlikovali med idejami, ki jih imajo sami, pa med tem, kar je Jezus učil. In so dejansko imeli ta Jezusov nauk, didahe, kiriju, da so imeli kot nekaj bistveno bolj avtoritativnega, kot to, kar imajo sami povedati, čeprav so bili oni opolnomočeni poslanci. Se mi zdi, se pravim, da to branje, ki proba to zarezo narediti v tem smislu, ne, križa enostavno razvrednot najpomembnejše, kar je Bog imel zadati človeštvu, in to so pravzaprav ta 3 leta, vseh 30 let, še posebej pa 3 leta Jezusovega služenja. Tako da se mi zdi zelo nevarna pot in definitivno se mi zdi, saj iz onega mesta v Korinčanih, pa tudi iz celega etosa Pavlovih spisem in ostalih pisem, se vidi, da bi bilo tako mišljenje v prvi cerkvi absolutno nesprejemljivo. Sam ta hermenevtičen hibris, ki je tukaj not skrit, v tem smislu, mi smo zdaj po križu, mi zdaj vemo stvari boljš, zdaj so stvari drugače postavljene. Enostavno mislim, da je enostavno ne štima, ne. Zdaj, seveda, Jezus je bil podvržen postavi, ne. Zdaj lahko nekdo kritizira to, kar sem zdaj povedal v tem smislu, da Jezus je bil podvržen postavi, zato da bi pač izpolnil zahteve postave in tako naprej. To je sicer res, ampak je treba takoj pristaviti, da prva judovska cerkev je bila tukaj zelo podobna Jezusu in šele Pavlove skupnosti so tukaj bile bistveno drugačne. Se pravi, zareza tukaj gotovo ni križ. Zareza je kvečem potem misijon poganom in razmislek, ki gre ob misijonu poganov. Medtem, ker se same prakse, pa nauka, pa obnašanja tiče, pač Jezus je bil globoko vkopan v judovskem okolju in tako je bila prva jeruzalemska krščanska skupnost pod Jakobovim vodstvom prav gotovo. To se vidi že iz Jakobovega
pisma in iz razprav, ki so delno ohranjene v apostolskih delih in tako naprej. Tako da tukaj se ni čisto spremenil s križem v tem smislu, da bi kar naenkrat se razveljavile stvari. Bolj velika zareza je ta debata, ki jo je dejansko Pavel prinesel, ampak tudi tukaj ta debata je napačno razumeti kot to, da je Pavel nekaj nejudovskega prinesel, ker je ravno sodobne študije zelo jasno pokažejo, kako močno je Pavel usidren v judovstvu. On je samo te dejansko preroške napovedi in Jezusove besede samo razvil naprej. In je logično dojel, da pogani potem niso dolžni živeti kot Judje kulturno. In to je tle bistvena razlika, ki se je potem zgodila. Nikakor pa to ne pomeni, da se je tle zgodil nek bistven teološki premik, ali pa tudi, da se je spremenil političen premik. No, to je pa druga stvar, o kateri bi rad spregovoril. Ta ideja, da je pač seveda Jezusovo sporočilo je očitno v konfliktu z strukturami oblasti in verske in posvetne in tako naprej, ne. Medtem, ko naj bi pisma pa potem že neko bolj spravljiv ton do oblasti, ki obstajajo, ubrala. Spet tukaj mislim, da gre za površno branje, ki je krivično do tekstov, ki ni pazljivo branje. Prvič, to se ena od bistvenih stvari, ki bi jo poudaril, je to, da je en od glavnih sestavin Jezusovega delovanja, te Jezusove nove stvari, novega gibanja, novega življenja, novega stvarstva, če hočemo, je kompletno nova definicija oblasti in novo izvajanje oblasti. In tukaj bi upozoril na en bibličen pojem, ki v našem jeziku se prevaja kot krotkost, ampak ta pojem vse vključuje nenasilje, pa nežnost tudi. To dejansko spada v pomenski obseg te grške pravtes. Se pravi, tle imamo oblast, ki je vzpostavljena z radikalnim nenasiljem. Zato je Jezus kralj na križu že. Zato tisti ciničen Pilatov napis je vseeno resničen, on je res kralj. In ta tema krotkosti je vtkana v evangelij, jo najdemo v blagrih, jo najdemo potem na točki, kjer Jezus prav pridite k meni, vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vas bom poživil, učite se od mene, ker sem krotek in iz srca poln, ker sem nenasilen. Potem imamo pri vstopu s tem svečanem v Jeruzalem in tam je to celo kot citat Zaharije, prav tvoj kralj, hči sinska, prihaja krotek na osličku. Se pravi, točno nasprotje od vojskovodja, točno nasprotje od nekoga, ki pač prihaja z orožjem, silo in z močjo, ta prihaja nenasilen. In potem, ampak najbolj in bistveno se pa to seveda vidi na križu. Kako on sam, ki je dejansko prihaja kot ta pravi vladar, od Boga poslan, in ki se tega zaveda, dejansko sprejme totalno nemočno pozicijo in se pusti križati. In na ta način razoroži vladarstvo in oblasti. Tukaj pa zdaj že pridemo v Pavlova pisma, ker tole iz pisma Kološanom, pa točno to tematizira in razmišljajo to naprej, točno o tem, kaj se je zgodilo, da se ta kompleten zasuk oblasti se je zgodil v tem. In krščansko sporočilo je evangelion, se pravi razglas o nastopu novega cesarja, se pravi o nastopu nove, drugačne, radikalno drugačne oblasti. In tukaj se mi zdi zame glavni argument, zakaj krščanstvo ne more biti državna vera v tem smislu. Krščanska država v tem svetu ne more obstajati čisto preprosto zato, ker je prav na področju samega pojmovanja in izvajanja oblasti je Jezus in ostali novozavezni pisci pisma enako so prinesli to radikalno novo razumevanje oblasti. Kako naj bi se oblast izvajala? Jezus tam reče v slavnem Markovem tekstu, da v svetu velja tako, da tisti, ki imajo oblast, so gor, vladajo, zatirajo one, ki so od spodaj. Prav med vami bo pa točno kontra. Zakaj? Zato, ker sem jaz tak. Ker sem jaz, ker sem vaš gospod in vladar, vam perem noge, sem vaš suženj. In tako bo tudi med vami. In
v nobenem elementu ne vidim, da bi se ta vzorec oblasti v pismih kjerkoli spremenil. Tisti odlomki, ki govorijo o oblasti, ne govorijo o krščanski oblasti in to vsi interpreti gladko pozabljajo, kot da je to vseeno, pa to niti slučajno ni vseeno. Tisti odlomki, ki govorijo, da naj se pač kristjan ne upira, da ne plačuje davke in tako naprej, govorijo točno vsi v tem smislu. Tako da tle se mi zdi, da je treba bistveno spremeniti ta pogled in da je treba enostavno videti, da te teksti, kot je Rimljanom 13, da jih nikakor ne moramo vzeti za opravičilo neke krščanske oblasti. Te teksti predvsem so razmislek o tem, kako se pravzaprav cerkev, kako se ta nova skupnost, nova eklezija, nova človeška skupnost, kako se postavi v razmerju do struktur oblasti in odločitev, ki je tukaj očitno bila jasna pri vseh kristjanih in spet jo vidimo že tudi pri Jezusu pred Pilatom, je pa to, da se tej oblasti ne postavi po robu z mečem, ampak se ji podredi, saj v tem smislu, da ne gre proti njej silo. In tukaj je samo dosledno izpeljan Jezusov princip, ki ga vidimo točno v teh 3 letih njegovega delovanja, se pravi ta radikalno nenasilen, krotek pristop. Spet pri krotkosti je potem bistveno, da jo opazimo tudi pozneje. Tudi najdemo na seznamu 7, 9 sadov Svetega Duha oziroma 9 manifestacij enega sadu Svetega Duha. Se pravi, vidimo, da je to nekaj bistvenega, da kristjani so nenasilno ljudstvo, nenasilno novo človeštvo, ki biva med starim človeštvom. In tudi več drugih citatov najdemo, ki govorijo o Kristusovi ponižnosti in nenasilnosti in tako naprej. Se pravi, spet v ničemer se ta zadeva ni spremenila, tako da to mislim, da bi bile glavne iztočnice za razmislek o tem vprašanju krščanske politike, pa sploh potem tudi o eksegezi, kako je zdaj, a je križ res bistvena zareza v tem smislu, da se je nekaj teološko potem spremenilo v samem nauku. Upam, da bo to kaj pomaga.